Spoštovane gledalke in gledalci, dragi srednješolci. Ko se zima prevesi v pomlad, ne posije sonce zgolj na travnike, gozdove, polja in mesta, temveč predvsem v srce. Ljudem zasijajo oči, korak se pospeši, kri za polje hitreje po žilah, skratka, človek in narava se prebudita iz zimskega dremeža. No ja, v zimi, ki je pred nekaj tedni zapahnila svoje duri, so nas predvsem razveseljevali naši skakalci, na kar smo še posebej ponosni. Hkrati pa moram dodati, da tudi na naši šoli nismo stali križem rok. Tako smo, kar boste lahko videli v nadaljevanju naše oddaje, lahko videli, kako je potekal na naši šoli informativni dan, že 22. tradicionalni kulturni teden, kako smo si v okviru strokovne ekskurzije ogledali München, avtomobilsko tovarno BMW, taborišče Dachau in še številne druge znamenitosti. V nadaljevanju bomo predstavili dijaka Tadeja Šinka in Davida Pintariča, ki sta na državnem tekmovanju iz računalništva osvojila 2. mesto, ter dijaka Denisa Režonjo, ki se je vrstil na državno tekmovanje za Cankarjevo priznanje, ter dijakinjo Saro Pelc Čeh, ki je na tem tekmovanju osvojila zlato priznanje. Na koncu pa vam bomo še predstavili dvoje naših izobraževalnih programov, in sicer program strojnega tehnika in avtoserviserja. Naša šola je šola z najdaljšo, več kot 100-letno tradicijo, obenem pa tudi največja pomurska šola, tako po številu dijakov kot programov, ki jih izobražujemo. Vsako leto, letos pa 12. in 13. februarja, smo širom odprli vrata za vse devetošolce, ki bi nadaljevali izobraževanje na naši šoli. Seveda smo vsem, ki so prišli, izrekli toplo dobrodošlico z željo, da se bomo že prihodnjo jesen videvali na naših šolskih hodnikih. Po kratkem kulturnem programu, na katerem je sodeloval naš šolski bend, ter po nagovoru ravnatelja Ludvika Sukiča, ki je na kratko predstavil tudi naš vsakodnevni šolski utrip, so se naši bodoči sošolci napotili v strokovne učilnice in delavnice, kjer so dobili nadaljnje napotke in pojasnila. Tako so se devetošolci seznanili s programom tehnik računalništva, elektrotehnik, strojni tehnik in tehnik oblikovanja. Tisti, ki pa se želijo vpisati v 3-letni program, pa lahko nadaljujejo šolanje v tako imenovanem 3+2 izobraževanju, pa so si ogledali strokovne delavnice in učilnice za avtoserviserja, elektrikarja, inštalaterja strojnih inštalacij ter mizarja. Z našo kamero smo seveda spremljali dogajanje na naši šoli, ki je bila v teh dneh polna ukuženih osnovnošolcev, za katere sem prepričana, da smo tako nanje kot na njihove starše ali skrbnike naredili kar najlepši vtis.
Obletnico Prešernove smrti, ki so jo tik pred koncem druge svetovne vojne razglasili za slovenski kulturni praznik, vsako leto svečano obeležimo tudi na naši šoli. Tokratni že 22. kulturni teden je bil posvečen našim zamejcem in sicer porabcem, ki so se nam na svečani prireditvi, ki je potekala dan po kulturnem prazniku, predstavili s kratko gledališko predstavo Agencija za človeka Milivoja Roša v izvedbi porabske gledališke skupine. Sicer pa je bil kulturni teden, kakor tudi spremljajoče priložnostne razstave, posvečene 25-letnici izhajanja porabskega tednika Porabje. O pomenu praznika ter o zamejskem tedniku Porabje je spregovorila glavna urednica Marjana Sukič, ki je poudarila pomen pisane besede za ohranitev slovenstva. Na sami prireditvi, ki je bila tudi tokrat dobro obiskana, pa so sodelovali tudi naši dijaki Maja Karničnik, Sara Horvat in Alen Buzeti s priložnostnim recitalom iz porabske književnosti. Nastopila pa je tudi naša pevka, sicer dijakinja 4. letnika okoljevarstva Dorina Hujič. Torej, ženske smo prišle iz Porabja in tam govorimo malo drugačno slovenščino. Zato prosim lepo, govorite počasi. Jaz bom nekaj. Zamučeno? Kaj? Dobro. Začnimo. Torej, začnimo. Dobrodošli še enkrat v Agenciji za ljudi. Agencija za ljudi vam ponuja več vrst mednarodnih programov za dvigovanje vaše samozavesti. Vse skupaj poteka, da je najprej vse skupaj skupinsko, potem pa individualno gre za mednarodno priznan program, skozi katerega boste lahko ubrali pot do vašega samozaupanja. Prvi pogoj za vse to pa je, da je treba na svet in nase gledati optimistično. Ja? Dijaki tretjih letnikov vsako leto v okviru strokovne ekskurzije obiščajo bavarsko prestolnico München, si ogledajo znamenitosti mesta, hkrati pa obiščajo tudi tovarno BMW v Dingolfingu. Poleg proizvodnje avtomobilov, ki poteka predvsem v domeni robotike, kar nas je kot dijake tehniških usmeritev še posebej zanimalo, smo si ogledali tudi BMW-jev muzej in prodajni salon. Prav tako smo si napasli oči tudi v Münchenskem tehniškem muzeju, nismo pa seveda mogli mimo veličastnega olimpijskega stadiona, danes Allianz Arene, ter seveda olimpijskega parka. Nedaleč od Münchna še danes stoji seveda preurejeno v muzej nekdanje koncentracijsko taborišče Dachau. Kdorkoli je stopil vanj in si ogledal kratki dokumentarni film, se je vprašal zakaj, hkrati pa si rekel nikoli več. Strokovna ekskurzija, ki vam jo skušamo prikazati predvsem s fotografskimi posnetki, je seveda dodobra razširila naše obzorje ter razjasnila in utrdila naš humani odnos do sveta. Meseca marca smo dijaki tretjih letnikov opravili tudi dvodnevno strokovno ekskurzijo v München. Tukaj je tudi nekaj dijakov, ki nam bodo predstavili svoje občutke. Najbolj všeč mi je bila BMW tovarna, ker tam smo videli nekaj najnovejše tehnologije. Bila mi je zelo všeč, najbolj se mi je v spomin vtisnila Allianz Arena. Zraven vsega, kar smo videli, mi je bilo zelo všeč tudi v hostlu, v katerem smo spali, saj smo se večer do zgodnjih ur veliko družili. Meni pa je bil najbolj všeč BMW Welt in muzej, kjer smo videli sodobne tehnologije BMW-jev ter tudi zgodovino. Naši dijaki se tudi redno udeležujejo mnogih šolskih tekmovanj, tako na športnem kot na strokovnem področju. Moram vam povedati, da vsakič dosegajo lepe uspehe, kar samo kaže, da smo na dobri poti. Tako smo se minuli mesec tudi udeležili 6. državnega tekmovanja v računalništvu, ki je gostovalo v šolskem centru Ptuj.
Na tekmovanju je sodelovalo 15 ekip, naša 2 dijaka, in sicer Tadej Šinko iz 3. letnika ter David Pintarič iz 4. pa sta postala državna podprvaka. Pa prisluhnimo, kakšne vtise sta odnesla s tekmovanja. Z nami sta Tadej in David, ki sta zastopala SPTŠ na tekmovanju srednjih elektro- in računalniških šol na Ptuju. David, pa nam prosim povej, kako je potekalo tekmovanje. Ja, na tekmovanje je bilo najprej potrebno postaviti spletni strežnik ter nato še izdelati aplikacijo za telefone ter spletno aplikacijo. Hvala. Tadej, ti pa si tudi državni prvak v programiranju, pa bi prosil, če nam lahko strneš vtise iz obeh tekmovanj. Ja, na tem tekmovanju na Ptuju je bilo v bistvu potrebno izdelati eno bolj praktično nalogo, na tekmovanju v Ljubljani pa je bilo v bistvu so bile naloge bolj teoretične smislu. Naprimer, zdaj na Ptuju je bilo potrebno izdelati praktično igrico, spletno stran, postaviti strežnik, vse drugo. Oba sta se pa tudi uvrstila na izbor za svetovno računalniško olimpijado, pa bi prosil, če nam lahko kaj poveš o tem. Ja, prvi 3 z druge skupine in pa prvih nekaj iz 3. skupine smo se uvrstili na ta izbor za olimpijado. Pred to olimpijado pa bo še potekalo izbirno tekmovanje in najboljši 4 bodo potem pač tekmovali na tej svetovni olimpijadi. Hvala. Vsako leto tudi poteka tekmovanje v materinščini, bolje rečeno za Cankarjevo priznanje. Čeprav veljamo za tehniško šolo, kateri naj bi bilo manj zanimanja za humanistiko, se vsako leto prijavi na tekmovanje kar nekaj dijakov, ki najprej sodelujejo na regijskem tekmovanju. 2, in sicer Denis Režunja iz 3. letnika in Sara Pelc Čeh, pa sta pokazala svoje znanje tudi na državnem nivoju. Denis se je uvrstil nanj, naša Sara pa je prijela kar zlato priznanje, za katero ji seveda iskreno čestitamo. O samem tekmovanju ter doseženem uspehu pa sta povedala naslednje. Z nami je Sara Pelc Čeh, dijakinja 2. letnika tehnik oblikovanja, ki je na Cankarjevem tekmovanju dosegla zlato priznanje. Nam lahko poveš kaj več o tem tekmovanju? Tekmovanje je potekalo na ravni šolskega tekmovanja, nato regijskega in državnega. Vsa 3 tekmovanja pa so potekala na podlagi enega spisa in knjige Jugoslavija, moja dežela. Na podlagi knjige smo morali napisati spis. Kje pa je potekalo državno tekmovanje in koliko iz naše šole se ga je udeležilo? Tekmovanje je potekalo v Hočah, udeležila pa smo se ga 2 učenca. Hvala. Z nami je Denis Režunja, dijak 3. letnika smeri tehnik računalništva, ki se je udeležil Cankarjevega tekmovanja. Pa bi te prosil, če nam na kratko poveš, kako je potekalo tekmovanje. Za tekmovanje smo tekmovalci morali prebrati določeni knjigi. Tekmovanje poteka 1,5 ure. Na tekmovanju moramo napisati spis s pomočjo navodil oziroma nalog, ki so nam dane. Naloge pa lahko rešimo le, če smo seveda prebrali knjigi. Ali so knjige bile dolge, ki ste jih dobili za prebrati? Ena ja, ena ne. Približno koliko strani? Knjiga Čarovnikov vajenec od Evalda Flisarja je bila približno 350 strani, medtem ko pa Ljubezen Marjana Rožanca je bila okoli 100 strani. Kako si zadovoljen z svojim rezultatom na tekmovanju? Zadovoljen sem, da sem dosegel srebrno priznanje, vendar mislim, da bi se lahko bolje potrudil na državnem tekmovanju. Čestitam in pa hvala. V zadnjem prispevku naše oddaje, kot je to običaj, še predstavimo po 2 izobraževalnih programov naše šole. Tokrat vam bomo predstavili program strojnega tehnika in poklic avtoserviserja.
Strojni tehnik je zagotovo med vsemi tehničnimi poklici najbolj zaposljiv, torej spada med deficitarne poklice. Potrebujejo ga skoraj povsod v strojni industriji, pa tudi v lesni, tekstilni, gradbeni stroki in še kje. Med drugim se lahko strojni tehnik zaposli kot menedžer podjetja, vodja proizvodnih in strokovnih enot, konstruktor, tehnolog, programer in operater računalniško krmiljenih strojev, monter klimatskih, plinskih in ogrevalnih naprav in še bi lahko naštevali. Izobraževanje poteka 4 leta, po končani poklicni maturi pa se lahko dijaki vpišejo na vse visoke in višje strokovne šole. Zakaj sta si izbrala ta poklic in ali ima naša šola ponuja dovolj znanja in izkušenj, pa nam bosta povedala naša dijaka. Se nam lahko prosim predstaviš? Moje ime je Luka, sem dijak 3. letnika, smer strojni tehnik. Zakaj si se odločil za to smer izobraževanja? Za strojništvo sem se odločil zato, ker mi je zelo všeč in mi ponuja veliko možnosti zaposlitve. Kaj pa po končanem šolanju misliš nadaljevati svoje šolanje na študiju ali vse boš zaposljiv? Šolanje še mislim nadaljevati. Zanima me smer mehatronika ali pa strojništvo. Sem Robert Balažic, sem učitelj strokovno-teoretičnih predmetov na SPTŠ. Jaz bom na kratko predstavil poklic strojni tehnik. Poklic strojni tehnik je 4-letni program, je kreditno ovrednoten. Same vsebine so razdeljene na splošno izobraževalni del in pa strokovne module. Ta splošni izobraževalni del večinoma dijaki opravijo v prvih 2 letih. V 3. in 4. letniku so samo predmeti, ki se pojavljajo na poklicni maturi. Strokovni del je razdeljen spet na 2 dela, in sicer prvi 2 leti sta razdeljeni na osnove strojništva, kjer dijaki spoznajo osnove obdelave gradiv in pa tehniško komuniciranje. V 3. in 4. letniku je pa usmerjen v strokovni del, kjer so določeni predmeti, iz katerih potem dijaki opravljajo poklicno maturo. Nekateri predmeti so izbirnega tipa, nekateri so pa obvezni moduli. Izobraževanje se konča s poklicno maturo, in sicer 4 izpitne enote, 2 sta izbirnega tipa, 2 sta pa obveznega tipa. Avtoserviser je usposobljen za vzdrževanje motornih vozil in motorjev z notranjim izgorevanjem. Težišče njegovega dela je na sistematičnem iskanju napak na mehaničnih, hidravličnih, električnih in elektronskih sistemih motornih vozil, pri svojem delu uporablja sodobne diagnostične naprave, zato mora slediti tehnološkemu razvoju. Avtoserviser se zaposli kot serviser osebnih in tovornih vozil, komercialni in nabavni referent, cenilec avtomobilskih škod, poklicni voznik, lahko pa postane tudi samostojni podjetnik. Izobraževanje poteka 3 leta v naših strokovnih učilnicah, šolski delavnici ter na praktičnem usposabljanju pri delodajalcu, po končanem šolanju pa imajo možnost pisati tako imenovano 3+2 izobraževanje in postanejo strojni tehnik. Sem Andrej Varga, dijak 3. letnika, se učim za avtoserviserja. Tukaj z mano je moj sošolec Gorazd Sladič. Povedal nam bo, zakaj se je on odločil za ta poklic, kaj mu je všeč na tem poklicu in kaj ga je najbolj pritegnilo do tega. Ta poklic sem si izbral zaradi tega, ker sem rastel že od majhnih nog pri avtomobilu. Rad popravljam in pozneje tudi stvar preizkusim. Kaj te najbolj veseli na tem poklicu? Da lahko na koncu avtomobil sprobamo. Če bi se zdaj še enkrat vpisal v srednjo šolo, bi bil osnovnošolec, a bi se spet vpisal v to šolo? Absolutno. Tudi jaz sem vpisan v ta program in ta program me zelo veseli, saj je nov in razburljiv. V njem spoznam veliko novosti, kar se tiče avtomobilov, spoznamo motor, njegovo delovanje in tudi druge različne stvari. V ta program sem se sam vpisal zato, ker me je zanimal. Imamo doma tudi traktorje pa to in me pač zanimalo, kako se to popravlja pa to.
Vsakega, ki ima pač zanimanje za tehnični poklic in ki ga zanimajo avtomobili, bi priporočal ta poklic drugim tudi naprej. Sem Marjan Časar, učitelj praktičnega pouka na srednji poklicni tehniški šoli. Učim v programu avtoserviserja. V tem poklicu dijaki spoznavajo različna področja z področja avtoserviserstva, in sicer od vzdrževanja, popravil, diagnostike in seveda same zamenjave sklopa oziroma sestavnih delov vozila. Najprej začnemo v prvem letniku z splošnim področjem strojništva, in sicer od merjenja navojev, potem malo nekaj od obdelav, no, na to seveda varjenje, spajanje, na to pa se že v prvem letniku začnemo z osnovami motornih vozil, in sicer od koles, pnevmatik, tu pride predvsem zamenjava, centriranje, uravnoteženje, potem nadaljujemo z posameznimi sklopi podvozja, in sicer kot zavore, zmetenje, krmiljenje. No, potem v drugem letniku pa pravzaprav spoznamo gro ostalih stvari na podvozju, tudi ostale dele prenosa, menjalnik, diferencijali. No in že smo pravzaprav pri motorju kot glavnem gonilnem elementu vsakega vozila. No, pri motorju pa seveda najprej diagnostika. Tu spoznavamo različne načine oziroma postopke diagnostike, različne pristope, odkrivanje napak, tudi simulacije pride tu v upoštev in seveda na koncu tega izobraževanja sledi zaključni izpit. Zaključni izpit je sestavljen iz storitve in zagovora, poleg tega pa morajo pripraviti tudi ustrezno dokumentacijo. Tako, spoštovani gledalci in gledalke, to bi bilo za danes vse. Marsikaj seveda ni ujela naša kamera, kar pa še bo, pa vam bomo predstavili v prihodnji oddaji čez 2 meseca.